Leto 2027 ni govorica, to je rok. Takrat je Xi Jinping svoji vojski naročil, naj bo pripravljena zavzeti Tajvan. Ne naj načrtuje, naj bo pripravljena. Tajvan je 100 milj oddaljen od kitajske obale. Razdalja, ki jo sodobna mornariška flota premaga v nekaj urah. Razdalja, ki je dve vladi držala v stalni pad poziciji že 77 let. Geografija ima svoj smisel za humor. Večina ljudi ve, da Tajvan proizvaja 92% najnaprednejših polprevodnikov na svetu. Čipi v vašem telefonu, vašem avtomobilu, lovcu F-35 in vsakem velikem jezikovnem modelu, ki je kdaj odgovoril na vprašanje, ki ste ga bili preveč v zadregi, da bi ga poiskali na Googlu. Vse to prihaja od tod. Vsi domnevajo, da je Tajvan nedotakljiv, preveč dragocen, preveč vpet v svetovno gospodarstvo, da bi mu dovolili pasti. Toda v ozadju se stvar, ki je naredila Tajvan nedotakljiv, razgrajuje. Ne Kitajska, ampak Združene države Amerike. Od junija 2026 ima TSMC, podjetje za polprevodnike, na katere se zanaša ves svet, tržno vrednost 2,18 bilijona dolarjev. Vsaka država, vključno s Kitajsko, bi si želela priti do tega podjetja in njegovega potenciala, zato Kitajska pripravlja največjo mornariško floto, kar jih je svet kdaj videl. Vsaj tako misli večina ljudi. Mornariška invazija zagotovo ni izključena. Vendar je tajvanska ožina najbolj militariziran del morja na svetu. Že sama blokada Tajvana bi svetovno gospodarstvo stala 10 bilijonov dolarjev. To je približno 10% svetovnega BDP. Povzročilo bi več škode kot finančna kriza leta 2008 in pandemija COVID-19 skupaj. Zato je Tajvan tako pomemben. Ker otok ni le v središču geopolitične vroče točke, ampak je tudi v središču sodobnega sveta. Čipi, ki poganjajo vse od pametnih telefonov in podatkovnih centrov do naprednih orožnih sistemov, prihajajo iz tajvanskih tovarn. Če te tovarne obstanejo, posledice ne bodo ostale le v Aziji. Razširile se bodo na vse večje svetovne gospodarstva. Zato se na prvi pogled zdi, da Tajvana ni mogoče zapustiti. Mnogi Tajvanci imenujejo TSMC Sveto goro, ki varuje otok. Preostali svet ima zato svoje ime – Silicijev ščit. Ideja je preprosta. Tajvan je tako gospodarsko pomemben, tako ključen za svetovno tehnologijo, da države, še posebej Združene države Amerike, nimajo druge izbire, kot da ga branijo. Da bi dobili predstavo, kako zelo so ZDA izpostavljene v primeru morebitnega prevzema Tajvana, je leta 2024 ameriška ministrica za trgovino Gina Raimondo povedala, da Združene države kupijo 92% svojih najnaprednejših čipov pri podjetju TSMC na Tajvanu. Skoraj vsak vidik sodobnega življenja potrebuje čipe podjetja TSMC za delovanje, še posebej naslednji tehnološki preskok naprej – revolucijo umetne inteligence. Tajvan je v samem središču tega novega tehnološkega preskoka. Leta 2025 je celotno gospodarstvo države zraslo za skoraj 9%, skoraj izključno zaradi povpraševanja ZDA po umetni inteligenci in potrošniški elektroniki. 58% celotnega prihodka podjetja TSMC tisto leto je izhajalo iz visokozmogljivega računalništva, ki omogoča delovanje umetne inteligence. Tehnološka podjetja, kot so Google, Amazon in Nvidia, se zanašajo na čipe podjetja TSMC, da lahko sploh delujejo. V nasprotnem primeru bi veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca, na katere se zdaj zanašajo številna podjetja in posamezniki po vsem svetu, skoraj čez noč prenehali delovati. Ni pomembno, ali uporabljate ChatGPT, Claude ali Gemini. Vsi delujejo zahvaljujoč podjetju TSMC. Kitajski prevzem Tajvana bi uničil svetovno gospodarstvo in ohromil vojaško moč Zahoda. Čipi podjetja TSMC so vgrajeni v vse, od lovcev F-35 do natančno vodenega streliva. Brez njih bi se tovarne orožja skoraj ustavile, ključna popravila bi zastala, zaloge raket bi se začele zmanjševati. Združene države Amerike bi se nenadoma znašle veliko bolj ranljive. Številni stroji, ki se uporabljajo za izdelavo teh čipov, temeljijo na strogo omejeni zahodni tehnologiji, vključno sistemi, ki jih urejajo organizacije, kot je Ameriško ministrstvo za obrambo. Kitajski prevzem bi omogočil Pekingu dostop do nekaterih najbolj občutljivih zahodnih tehnologij. Posledic tega je težko preceniti. A vendar je to na nenavaden način ustvarilo občutek varnosti. Navsezadnje, če bi bila izguba Tajvana tako katastrofalna, ZDA in njeni zavezniki tega zagotovo nikoli ne bi dovolili. Tudi če ne bi tvegali vojne za obrambo druge demokracije, bi branili svoje lastne gospodarske in strateške interese. In Kitajska to ve.
Ve, da bi vsak poskus zavzetja Tajvana sprožil množičen in potencialno nasilen odziv držav, ki imajo preveč za izgubiti. Leta je to znanje delovalo kot eno najmočnejših odvračil, ki so Kitajsko držala na distanci. A celotna ta pripoved temelji na napačni predpostavki. Kaj pa, če je nagrada, za katero naj bi si Kitajska prizadevala, nastavljena tako, da se sama uniči v trenutku, ko se je dotaknejo? To pomeni, da kitajske zanimanje za Tajvan morda ni tisto, kar si večina ljudi misli. Še pomembneje pa je, da strategija, ki naj bi preprečila vojno, prav tako morda ni to, kar si večina ljudi misli. Tajvan je leta preživel v pripravah na možnost, da odvračanje ne bi uspelo. Pravzaprav vse večja skupina zagovarja stališče, da bi moral Tajvan, če bi Kitajski kdaj uspelo zavzeti otok, poskrbeti, da bi bilo za zavzeti čim manj. Ta zamisel je znana kot broken nest. Namesto da bi dovolili, da tajvansko gospodarstvo, infrastruktura in tehnološki dragulji padejo v roke Pekinga, zagovorniki menijo, da bi jih morali najprej narediti neuporabne, kar je približno enako, kot če bi rekli, če ti nekdo vlomi v hišo, da bi ti ukradel televizor, bi moral televizor najprej vreči skozi okno. Skrajno, a hkrati morda racionalno. Gre za srhljivo zamisel, ki pa kaže, kako resno Tajvan jemlje to grožnjo. Vendar to ni edini načrt, zasnovan tako, da bi bila invazija izjemno draga. Vojaški strategiji, vključno z analitiki na Vojnem koledžu kopenske vojske ZDA, so začrtali vrsto obrambnih ukrepov namenjenih temu, da bi Tajvan spremenili v nočno moro. Mobilni raketometi, morske mine v obalnem pasu, orožje, ki ni nujno namenjeno neposredni zaustavitvi invazije, temveč temu, da bi bili stroški tako visoki, da bi se Kitajska odločila, da poskus ni vreden tveganja. To je bila desetletja logika. Dvigniti vložke, dokler se Peking ne umakne. Vendar to ni edina možnost. Tajpej lahko poskuša prepričati Kitajsko, da je zavzetje Tajvana šele začetek njenih težav. Zmagati v vojni je eno. Zasedba več kot 23 milijonov ljudi, ki nočejo, da bi jim vi vladali, pa je nekaj povsem drugega. Politična identiteta otoka se že leta vztrajno oddaljuje od celinske Kitajske. To še posebej velja za mlade, za katere je Pew Research Center ugotovil, da se večinoma identificirajo samo kot Tajvanci. Druga poročila kažejo, da več kot 84% Tajvancev nasprotuje pekinškemu predlogu ena država, dva sistema za otok. Ideja je, da bi se Tajvan lahko ponovno združil s Kitajsko, vendar bi ohranil svoj ločen, bolj demokratičen in kapitalističen sistem. Glede na to, kako zelo si je Kitajska prizadevala uničiti poseben demokratični status Hongkonga, imajo prebivalci Tajvana verjetno prav, ko menijo, da Kitajska nima namena uresničiti takšne politike. Neneni civilni nemiri, nesodelovanje in celo gverilsko vojskovanje bi Kitajsko prisilili v drago, časovno neomejeno okupacijo, ki bi lahko postajala vse bolj nepriljubljena tako doma kot v tujini. Toda ali bi bilo to dejansko dovolj, da bi sploh preprečili invazijo? Desetletje je ta strategija temeljila na prepričanju, da bi ZDA takoj posredovale pri obrambi Tajvana in kitajski mornarici povzročile ogromno škodo. Toda gotovost, da se bo to zgodilo, se razlikuje od ene ameriške vlade do druge. Prav tako je močno odvisno od tega, kako motivirane so same ZDA, da pomagajo Tajvanu. Toda bistvo strategije zlomljenega gnezda vključuje veliko bolj drastičen ukrep, skrajno obliko gospodarskega sabotaže. V bistvu bi Tajvan proti samemu sebi uporabil taktiko požgane zemlje. Če Kitajska jutri napade, bo Tajvan storil nekaj nepredstavljivega. Svojo polprevodniško industrijo bi popolnoma uničil. To bi povzročilo svetovno gospodarsko krizo, hkrati pa bi tudi kitajsko gospodarstvo strmoglavilo. Namesto da bi oživila kitajsko gospodarstvo, bi lahko invazija povzročila ogromno škodo. To bi spremenilo tisto, kar naj bi bila enostavna invazija, v Pirovo zmago. Manj kot 6% kitajskih polprevodnikov je bilo leta 2020 proizvedenih doma. Če bi se Tajvan v primeru invazije odločil uničiti lastno industrijo, bi to bila katastrofa za administracijo Xi Jinpinga. Gospodarstvo in vrhunska vojaška proizvodnja bi trpela prav v času, ko bi jo med vojno najbolj potrebovali. Če bi tajvanska polprevodniška industrija izginila, bi bile kitajske možnosti omejene, zelo omejene. Edina realna alternativa bi bil južnokorejski Samsung, vendar niti Samsung ne bi mogel dovolj hitro nadomestiti izgubljene tajvanske proizvodnje, da bi preprečil velik šok. In obstaja tudi geopolitični problem. Samsung ima sedež v Južni Koreji, tesni zaveznici ZDA, ki se kljub globokim gospodarskim vezem s Kitajsko nikoli ni popolnoma uskladila s strateškimi ambicijami Pekinga. Bi se res tako potrudili, da bi pomagali Kitajski in tvegali politične posledice, ki bi jih to prineslo?
Tudi Xijeva politična podpora temelji na nadaljnji gospodarski rasti in stabilnosti Kitajske. Strategija zlomljenega gnezda bi vse to uničila. Sama invazija bi pretresla sicer stabilno kitajsko okolje in ustvarila nepremostljive politične težave za Xijevo vladavino. Dvomljivo je, da bi Kitajska tvegala invazijo, če bi vedela, da bo to izid. Ali bi res lahko zavzeli tovarne TSMC, preden bi bile uničene? Kitajska se tega zaveda. Tekmovanje proti stikalu za uničenje in protokolu samouničenja ni vojni načrt. To je tvegana stava. Torej, k čemu Kitajska dejansko stremi? In kako natančno namerava Tajvan končati svojo prevlado na področju čipov? Poročila kažejo, da ima država veliko bolj izpopolnjen načrt za izredne razmere za izvedbo operacije Zlomljeno gnezdo, znane kot ASML-jev daljinski mehanizem za izklop, ki bo aktivirano iz Nizozemske. Nizozemska. Država s 18 milijoni prebivalcev, znana po tulipanih in kolesarjenju, je eden ključnih dejavnikov pri tem, ali bo vojna zaradi Tajvana uničila svetovno gospodarstvo. Bi bil na tej točki v 21. stoletju kdo presenečen? Nizozemska in Tajvan imata poseben odnos. Tajvan proizvaja vse svoje polprevodnike z napravami za ekstremno ultraviolično litografijo, EUV, ki jih uvaža od podjetja ASML Holding NV, nizozemskega podjetja. Pravzaprav je ASML edini trenutni svetovni proizvajalec teh naprav. EUV naprave, ki jih uporablja TSMC, nekatere med njimi pa so potrebne za izdelavo najbolj naprednih 2-nanometrskih čipov, ki jih podjetje zahteva, so tako neverjetno zapletene, da lahko ASML izdela le približno 5 ali 6 takšnih naprav na leto. Kitajska jih ne bi mogla zlahka nadomestiti ali zgraditi česa podobnega za nadaljevanje proizvodnje čipov, če ASML ne bi bil na njihovi strani. Leta 2024 so se pojavila poročila, da je ASML v EUV napravo, ki jo je poslal na Tajvan, vključil varnostno stikalo za izklop. Očitno je podjetje Tajvanu zagotovilo, da lahko po potrebi kadarkoli nadaljavo onemogoči svoje stroje. ASML naj bi prav tako izvajal simulacije invazije, da bi ugotovil, kako hitro in učinkovito lahko nadaljavo dostopajo do EUV naprav in jih onemogočijo. ASML je razumljivo povedal zelo malo o natančnih podrobnostih, vendar obstaja eno dejstvo, ki je pomembno. Tako kot katerakoli zelo napredna oprema, tudi EUV naprave potrebujejo stalno servisiranje, posodobitve in vzdrževanje, da lahko delujejo. In to ustvarja šibko točko, saj ima podjetje, ki je izdelalo te naprave, še vedno dostop do programske opreme in sistemov, ki pomagajo, da ostanejo v pogonu. V teoriji bi lahko ASML v primeru krize skoraj takoj pomagal ustaviti proizvodnjo čipov na Tajvanu. Ne s tem, da bi uničili tovarne, ampak preprosto tako, da bi strojem odrekli podporo in programsko opremo, ki jo potrebujejo za delovanje. Če bi stroje nadaljavo onesposobili, bi kitajski v tajvanskih tovarnah ostale le neuporabne kovinske lupine. Tako je Tajvan svoje tovarne naredil popolnoma neuporabne. Kitajska to ve. Nikoli ne bi uspela pravočasno priti do njih. Teoretična tehnološka kraja nikoli ne bi uspela. Zakaj potem še vedno gradijo ogromno mornariško floto? In res je, ogromna. Po podatkih Pentagona ima Kitajska leta 2023 več kot 370 plovil v svoji mornarici. Trenutna ameriška mornarica ocenjuje, da ima med 290 in 300 razpoložljivih ladij. To pa ni edina težava v morebitnem spopadu. Kitajska mornarica se je izjemno hitro razširila. Večina njihovih ladij je bila zgrajena od leta 2010, kar pomeni, da je velik del flote novejši od nekaterih starajočih se plovil ameriške mornarice. In ni pomembna le velikost, temveč tudi vsestranskost. Peking je zgradil raznoliko silo, namenjeno delovanju v različnih scenarijih: rušilci, fregate, korvete, desantne ladje, podmornice in letalonosilke. Na papirju je to flota, sposobna obvladovati skoraj vsak sodoben pomorski konflikt. Kljub temu pa vzpon kitajske mornarice prinaša določene omejitve. Trenutno Kitajska upravlja le z 2 popolnoma operativnima letalonosilkama. In kljub hitri širitvi so ameriške podmornice še vedno nasplošno bolj napredne, izkušenejše in težje zaznavne. Vendar pa to morda ne bo dolgo tako. Satelitski posnetki in obrambna poročila kažejo, da Kitajska širi svojo pomorsko infrastrukturo na več strateških bazah hitreje, kot so mnogi analitiki pričakovali. Na samo eni lokaciji v Julinu je bilo v 5 letih zgrajenih 5 novih pomolov. Objekti, za katere strokovnjaki menijo, da se pripravljajo za novo generacijo podmornic. Podmornic, ki bi lahko nosile do 12 jedrskih raket vsaka.
Kajti poleg konvencionalnega vojaškega kopičenja, Kitajska tudi pospešuje svojo jedrsko modernizacijo s hitrostjo, ki začenja resno pritegovati pozornost obrambnih načrtovalcev. Peking še naprej ohranja politiko, da jedrskega orožja ne bo uporabila prva. Vendar nekateri analitiki opozarjajo, da tempo in struktura te širitve postavljata težka vprašanja o tem, kako bi ta doktrina zdržala v resničnih kriznih razmerah. Leta 2020 so dokumenti Ministrstva za obrambo pokazali, da so ZDA ocenile, da ima Kitajska zalogo nekaj čez 200 bojnih glav. Pričakovali so, da se bo zaloga v naslednjih nekaj letih povečevala le postopoma. Toda že leta 2021 so poročila o hitri rasti zalog prisilila Ministrstvo za obrambo, da je popravilo svojo oceno. Nova projekcija je 700 bojnih glav do leta 2027 in več kot 1000 do leta 2030. Ker je Kitajska do leta 2023 že zbrala 500 bojnih glav, je bilo treba to projekcijo znova popraviti navzgor. Kitajska ne kopiči le jedrskih bojnih glav in povečuje svojo floto, ampak ima tudi 200-krat večje zmogljivosti za gradnjo ladij kot ZDA. Ogromne naložbe so hkrati pretekale v kitajske flote in ladjedelnice, medtem ko so Združene države upočasnile tempo lastne pomorske širitve. Tako se je kitajska mornarica širila z rekordno hitrostjo. Glavne sile, ki bi lahko parirale, pa so imele težave slediti temu tempu. Zakaj je to pomembno? Ker Kitajska v zadnjem desetletju vsaki 2 leti zgradi ekvivalent celotne kraljeve mornarice. Ali je torej cilj res popolna invazija na Tajvan? Ali pa nekaj bolj nadzorovanega, na primer blokada? To niso le ugibanja. Ocene ameriške obrambe in obveščevalna poročila so pokazala na navodilo Xi Jinpinga, ljudski osvobodilni vojski. Bodite pripravljeni na invazijo na Tajvan do leta 2027. Hitro pospeševanje ladjedelništva, ki presega Xijeva lastna začetna navodila, ter izjemna rast pristanišč in kitajske mornarice v obdobju do leta 2027 poudarjata to možnost. Xi Jinping je ponovno združitev s Tajvanom, ki temu nasprotuje, postavil kot osrednji del svojega predsedovanja. Njegov cilj je postati največji voditelj, kar jih je Kitajska kdaj imela. Da bi to dosegel, želi uresničiti tisto, kar so si ljudje kot je Mao vedno želeli, a jim ni uspelo: prevzeti nadzor nad otoško regijo, ki jo ima za odcepljeno. Sprva so bila Xijeva navodila predstavljena kot del dolgoročnega načrta za modernizacijo kitajske vojske. Postopna preobrazba, ki naj bi trajala več desetletij. Prva faza je določena za leto 2027. Zadnja faza je predvidena za leto 2049. Končni cilj je tisto, kar Peking imenuje veliko pomladitev kitajskega naroda, popolnoma moderna vojska, ki se lahko kosa s katerokoli veliko silo na svetu. Vendar so strokovnjaki začeli sumiti, da prvi rok za modernizacijo leta 2027 ni tako abstrakten. Viri potrjujejo, da je izrecni cilj kitajskega roka nasprotovati ameriški vojski v Indo-Pacifiški regiji in prisiliti tajvansko vodstvo, da sede za pogajalsko mizo pod pogoji Pekinga. Kako bi to torej delovalo v praksi? Kitajska najverjetneje ne bi začela z invazijo. Najverjetneje bi uvedla karanteno. Plovila organov pregona bi ciljala na določeno blago in delovala tik pod pragom vojne. To ima prednost delovanja v sivi coni. Ker ne gre za neposredno vojno dejanje, bi lahko tajvanski zavezniki to spregledali. Toda tudi po načrtih ljudske osvobodilne vojske Kitajske vedo, da bi Tajvan verjetno zdržal takšen ukrep, še posebej, če bi prejel okrepitve in zaloge od drugih zaveznikov. Vendar Tajvan verjetno ne bi zlahka preživel načrta B, popolne blokade. Vsakršnemu blagu bi preprečili vstop na otok ali odhod z njega. Dnevni pomorski promet bi se upočasnil na minimum. Skozi bi lahko šle le ladje, ki bi jih Kitajska odobrila. Videli smo, kako se to odvija. Začetna blokada Hormuške ožine v začetku leta 2026 je skoraj popolnoma ustavila ladijski promet. V prvih 20 dneh je skozi prišlo le 21 tankerjev, v primerjavi z več kot 100 ladjami dnevno pred blokado. Kitajska blokada ne bi vplivala samo na vire, ki prihajajo na Tajvan. Center za strateške in mednarodne študije ocenjuje, da je leta 2022 skozi tajvansko ožino potekala približno petina svetovne pomorske trgovine v vrednosti $2,45 bilijona blaga. Če bi Kitajska uporabila svojo mornarico za omejitev prehoda skozi te vode, bi bila svetovna trgovina vržena v popoln kaos. Kitajska je država, ki se za svoje pomorske prevoze najbolj zanaša na tajvansko ožino, celo za prevoz blaga iz enega kitajskega pristanišča v drugo. Vendar bi bila kitajska pomorska blokada očitno zasnovana tako, da bi negativno vplivala le na cilje, ki jih Kitajska izbere. Njene lastne ladje bi nemoteno prehajale skozi.
To pomeni, da bi v trenutku, ko bi Kitajska ustavila trgovino Tajvana in njegovih zaveznikov, njen pomorski promet in gospodarstvo še naprej cvetela. In kot otoška država, brez veliko virov, je Tajvan močno odvisen od uvoza za svoje preživetje. 97% svoje energije uvaža, prav tako večino hrane. Čeprav ima država aduta v podjetju TSMC, podjetje brez dotoka energije v državo ne more dolgo delovati. Blokada bi ohromila Tajvan. Viri so potrdili, da bi država z zalogami hrane in energije zdržala le približno 6 mesecev, če bi se uvoz popolnoma ustavil. In to ob predpostavki, da Kitajska po blokadi ne bi začela še bombardiranja, ki bi bilo usmerjeno prav na te zaloge. Vendar pa je blokada vojno dejanje. Če bi se Kitajska odločila za to možnost, bi bili zavezniki Tajvana skoraj zagotovo prisiljeni odgovoriti. Najbolj izstopata Japonska in ZDA, ki imata v bližini velike vojaške baze. Desetletja je možnost takšne eskalacije pomagala zadrževati Peking. Do zdaj je bila grožnja dovolj. Kaj pa, če ne bo več dovolj? Kaj pa, če se Združene države preprosto odločijo, da ne bodo posredovale? Z vsako leto se zdi ta možnost manj nepredstavljiva. Po eni strani je ameriška administracija večkrat obljubila bolj zadržano zunanjo politiko in manj vpletanja v čezmorske konflikte. To bi se zdelo, da govori proti neposrednemu posredovanju v primeru konfrontacije glede Tajvana. Po drugi strani pa so vmešavanja v Venezuelo in vojna v Iranu postavila te obljube pod vprašaj. Jasno je, da so ZDA še vedno zelo naklonjene tujim posredovanjem v določenih primerih. Zakon o odnosih s Tajvanom iz leta 1979 zahteva, da ZDA vojaško podpirajo Tajvan s prodajo orožja in oborožitve. Vendar ni nobenega zavezujočega sporazuma, ki bi določal, da morajo ZDA delovati kot zaščitnik, vendar je to še vedno dovolj, da Kitajsko skrbi. Torej, ko se bliža leto 2027, ali bodo ZDA spoštovale zavezništvo, sklenjeno pred skoraj 50 leti? Strokovnjaki poudarjajo, da ima Tajvan tu še vedno rešilni adut, saj imajo ZDA in njihove zahodne zaveznice sebičen interes pri zaščiti podjetja TSMC. Navsezadnje je na kocki veliko več kot le Tajvan. Če je ohranitev te prednosti resnično načrt, bi pričakovali, da bodo vojaške priprave odražale naraščajočo grožnjo. Več skupnih vaj, več vidne koordinacije, več orožja, ki prihaja na Tajvan, in da se naredi vse, kar je mogoče, da se Kitajsko prestraši in odvrne, s čimer bi dokazali, da je Tajvanov zaveznik sposoben in pripravljen braniti otoško državo. A to se ne dogaja. Do konca leta 2025 imajo ZDA za več kot 21 milijard dolarjev zaostanka pri prodaji orožja Tajvanu. Orožje, ki je bilo že prodano otoku, pa ni nikjer na vidiku. Ker se ura bliža roku za invazijo na Tajvan leta 2027, zakaj ZDA sploh ne ukrepajo? ZDA zato krivijo ozka grla v proizvodnji in težave z zmogljivostmi obrambnih izvajalcev. Toda to ni v skladu z zmožnostjo ZDA, da hitro pošiljajo orožje v Ukrajino, Zahodno Azijo in druge mednarodne konflikte. V nekaj dneh po ruski invaziji na Ukrajino je Bidenova administracija odobrila varnostno pomoč napadeni državi. V nekaj mesecih je prišlo do zmanjšanja ameriških obrambnih zalog za pomoč v vojnem naporu. Poročila kažejo, da Tajvan še vedno ni tako visoko na prednostni lestvici kot zahodnoazijski kupci orožja iz ZDA. Težava je v tem, da orožje ne gre nujno tja, kjer bi pričakovali. Med letoma 2012 in 2022 so Združene države dostavile ogromne količine naprednega orožja partnerjem na Bližnjem vzhodu, vključno z Egiptom, Jordanijo, Katarjem, Savdsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. 10.000 raket, več 10 sistemov zračne obrambe in tisoče natančno vodenih raketnih sistemov. In ker se regionalne napetosti po konfliktu z Iranom leta 2026 povečujejo, te zaveze verjetno kmalu ne bodo izginili. Medtem pa Tajvan še vedno čaka. Dokumenti kažejo, da so bile dobave torpedov in skupnih orožij za napade z varne razdalje JSV-jev Tajvanu preložene na leto 2027 in 2028. Torpedi MK-48 so bili posebej večkrat odloženi, najprej na leto 2026, nato na 2028 in morda celo na 2030. Toda ameriška vojska se zelo dobro zaveda kitajskega roka. 2027 za vojaško pripravljenost proti Tajvanu. Zamujanje z orožjem do zadnjega trenutka ali celo po samem roku bi lahko pomenilo konec igre za Tajvan. ZDA pravijo, deloma upravičeno, da obstoječe dobavne verige in kopenske meje omogočajo veliko lažje dostave drugim državam.
Ukrajina, na primer, meji na številne evropske zaveznike, prek katerih je orožje mogoče lažje dostaviti. Toda pravi problem se zdi vprašanje prioritet. Ali je administracija popolnoma transparentna glede zaostanka za Tajvan? Ali pa preprosto sledi lastni alternativni strategiji, za katero Tajvan morda šele zdaj ugotavlja, da obstaja, in to z veliko grozo. ZDA imajo svoj načrt B, rešilni čoln vreden več kot $165 milijard. Arizona. Vendar pa je Tajvan vse bolj zaskrbljen, da je to videti manj kot rešilni čoln in bolj kot izhodna strategija, takšna, ki bi neodvisnost Tajvana naredila veliko manj pomembno za ZDA. Zaradi spodbud iz zakona CHIPS in zaradi tega, ker so ameriške stranke vse bolj zaskrbljene zaradi vojaških groženj Kitajske, je TSMC leta 2024 obljubil $65 milijard za izgradnjo 3 tovarn v Arizoni. Leta 2025 je nato, ob grožnji carin iz Washingtona, TSMC napovedal dodatno $100 milijard investicije v svoj kompleks v Arizoni. Ali torej tajvansko podjetje vlaga v tujino na način, ki bi omogočil uničenje lastne države? Ne ravno. Viri potrjujejo, da Tajvan tu premišljeno tvega. ZDA potrebujejo tajvansko strokovno znanje za izgradnjo in vzpostavitev teh proizvodnih obratov. ZDA nimajo delavcev s specializiranimi znanji, potrebnimi za nemoteno delovanje tega proizvodnega kompleksa. Tajvanskih tovarn čipov ni enostavno posnemati. Proizvodnja polprevodnikov pomeni delo s komponentami, majhnimi le 2 nanometra. To ni le majhno, temveč tako drobno, da si je skoraj nemogoče predstavljati. Za primerjavo, človeški nohti rastejo s hitrostjo 1 nanometra na sekundo. Litografski stroji, potrebni za natančno delo v nanometrih, lahko stanejo več kot $300 milijonov za kos. Svetlobni žarki, potrebni za njihovo ustvarjanje, so 5000-krat tanjši od povprečnega človeškega lasu. ZDA zato nujno potrebujejo tajvansko sodelovanje in strokovno znanje za svojo tovarno v Arizoni. To jim daje še večji motiv, da zaščitijo Tajvan. Poleg tega, Tajvan še vedno ohranja svoj naprednejši sedež in tehnologijo znotraj svojih meja, natančneje v tovarnah, ki so posejane vzdolž njegove zahodne obale. Tako sta z novim rešilnim čolnom v Arizoni, tako ZDA kot Tajvan vključena v zmanjševanje tveganj. ZDA so prepričane, da bodo lahko ohranile del proizvodnje čipov, tudi če bi prišlo do najslabšega scenarija. Medtem pa Tajvan sklepa še tesnejše zavezništvo z ZDA, da bi ohranil njihovo naklonjenost in jih imel na svoji strani tudi vojaško. To je tvegana stava, saj si državi v bistvu prizadevata za nasprotne cilje. Tajvan si želi postati popolnoma nepogrešljiv za ZDA, medtem ko si ZDA prizadevajo, da bi svojo odvisnost od te otoške države popolnoma odpravile. ZDA to sodelovanje s Tajvanom potrebujejo le kratkoročno. Če bo prenesenih dovolj strokovnih znanj in če bo na ozemlju ZDA proizvedenih več čipov, se lahko zgodi prav nasprotno. ZDA bodo izgubile gospodarski interes za spopad s Kitajsko v boju za prevlado nad Tajvanom. Vodja TSMC Morris Chang je bolj pesimističen. Že prej je opozoril, da bo zakon CHIPS in širši trend sveta, v katerem se ZDA in Kitajska ločujeta pri tehnološki proizvodnji, obsodil globalizacijo in svobodno trgovino na propad. Na dogodku leta 2023 je izjavil: "Niti najmanj ne dvomim, da je v čipovskem sektorju globalizacija mrtva." Prosta trgovina sicer ni povsem mrtva, a je v nevarnosti. Od takrat so se stvari na področju proste trgovine le še slabšale. Zastoji in carine v svetovni trgovini so upočasnili globalni napredek in podražili tehnologijo. Kot je dejal nekdanji ustanovitelj TSMC-ja, ko stroški narastejo, se bo razširjenost čipov bodisi ustavila ali pa se bo precej upočasnila. Na nek način je tudi Chang napovedal nedavne dogodke v naložbah TSMC-ja. Odkar je bil sprejet zakon CHIPS Act, je negativno govoril o ameriških poskusih friendshoringa, torej spodbujanja proizvodnje čipov v ZDA in drugih zavezniških državah. Chang je dejal, da friendshore ne vključuje Tajvana. Pravzaprav je ministrica za trgovino večkrat povedala, da je Tajvan zelo nevaren kraj. Ne moremo. Amerika se pri čipih ne more zanašati na Tajvan. To je seveda tajvanska dilema. Ker smrt globalizacije v tej panogi in mnogih drugih ne predstavlja le izzivov za stroške in napredek, ampak tudi varnostno grožnjo. Ko države nehajo biti odvisne druga od druge pri oskrbi z izdelki, ko se ne obravnavajo več kot ločeni, a povezani deli dolge gospodarske verige, imajo manj motivacije, da se vzdržijo vojne. Če Kitajska in ZDA ne potrebujeta tajvanskega gospodarstva, da ostane močno, neodvisno in uspešno, zakaj bi ju sploh skrbelo, da bi preprečili konflikt na Tajvanu?
Viri potrjujejo, da se Changova napoved o vplivu manj svobodne trgovine na proizvodnjo čipov in celo na gradnjo tovarn za čipe že uresničuje. Na ameriškem obratu TSMC je napredek pri gradnji počasnejši in dražji, kot so pričakovali. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo proizvodnja čipov tam stala vsaj 50% več. Vendar se zdi, da so ZDA pripravljene sprejeti kompromis in proizvajati ter uporabljati dražje čipe, namesto da bi se spustile v drago in smrtonosno vojno s Kitajsko. Od vseh izjav Changa je najbolj zaskrbljujoča glede svetovnega konflikta s Kitajsko dejstvo, da ZDA že zdaj štejejo Tajvan za nevaren kraj. Najnovejša poteza ZDA, da TSMC še bolj potisnejo na ameriško ozemlje, bi lahko pomenila nekaj nepredstavljivega za prebivalce Tajvana. ZDA so se že odpovedale otoku. Morda z dobrim razlogom. Changove napovedi se izkažejo za pravilne. Silicijev ščit odpoveduje. Kitajska je porabila milijarde, da bi postala popolnoma neodvisna pri proizvodnji čipov. ZDA počnejo enako v Arizoni. Strokovnjaki menijo, da je Kitajska do nedavnega še vedno zaostajala 5 do 6 let za Tajvanom pri razvoju čipov, toda ta tehnološka vrzel bi se lahko zaprla razmeroma hitro. Navsezadnje je Kitajska imela le malo težav pri hitri modernizaciji svoje vojske, da bi zmanjšala vojaški zaostanek za drugimi državami, predvsem za ZDA. In za Tajvan se stvari še poslabšajo. Izkazalo se je, da je bil silicijev ščit morda že od začetka preveč poveličevan. Poročila kažejo, da bi bilo v primeru, če bi ZDA poskušale uporabiti silicijev ščit kot orožje med dejanjem, ki ni neposredna invazija, na primer blokado ali karanteno, to v resnici težko uveljaviti. Čipi so majhni in zelo dragoceni. Zaradi tega jih je izjemno enostavno prenesti prek tretjih oseb. Tudi danes jih pogosto pretovarjajo prek tretjih držav, na primer Malezije. Prepričati evropska in japonska podjetja, ki za svoj dobiček temeljijo na velikih pogodbah s Kitajsko, naj ustavijo ves izvoz čipov, je morda izgubljena bitka. Zadnji preostali domin je morda prav to. Je Kitajska dejansko strateško pripravljena na invazijo na Tajvan leta 2027? Ali so ti ukazi večinoma namenjeni krepitvi nacionalnega ponosa in podpiranju vlade Šija, vlade, ki morda v zadnjem času izgublja nekaj zagona in podpore? Kitajske vojaške vaje, kot so vaje Joint Sword v letih 2023 in 2024, izgledajo od zunaj izjemno zastrašujoče. Med eno od zadnjih vaj je Kitajska poslala največje število kitajskih vojaških letal, kar jih je bilo kdaj zaznanih na takšni vaji, skupaj z ladjami mornarice in obalne straže, da bi simulirali blokado Tajvana. Videti je bilo zlovešče. Mednarodni mediji so sprožili alarm. Kitajska je zdaj odkrito izvajala poskusne vojaške blokade proti Tajvanu. Toda po poročilih s terena so se Tajvanci sami zdeli precej manj vznemirjeni. Vajo Joint Sword 2024 so videli bolj kot gledališče in zastraševanje, kot pa kot resnično grožnjo strani Kitajske. Kot je dejal en tajvanski vir, ki se je skliceval na zahtevno gorsko geografijo okoli Tajpeja. Ali res mislite, da si Kitajska želi prebijati skozi vse to? Ko je opazoval zelo neprimerne plaže za invazijo okoli Kaohsiunga, je drug Tajvanec izjavil: tam preprosto ni dovolj prostora, da bi Kitajska namestila vse vojake, ki bi jih potrebovala, da nas premaga. Poleg tega je vaja trajala le 13 ur. Vpliv na Tajvan je bil zanemarljiv, ali ga sploh ni bilo. Če bi šlo za resnično vojno dejanje, bi bila kitajska sposobnost, da okrepi blokado, še posebej, če bi mednarodna skupnost razkrinkala njen blef in kljub temu nadaljevala s trgovanjem, zelo vprašljiva. Poročila prav tako potrjujejo, da obstaja še en del sestavljanke, ki bi lahko igral vlogo. Vojaško gledano bi Kitajsko lahko spodkopala njena lastna vlada. Xi Jinping izvaja neprekinjene vojaške čistke že od leta 2012, uradno, zato da bi izkoreninil korupcijo. Viri znotraj Kitajske navajajo, da imajo Šijeve čistke verjetno več opraviti z izkoreninjanjem frakcionizma in utrjevanjem lojalnosti predsedniku KPK. Z drugimi besedami, samemu Šiju. Toda ne glede na to, zakaj se čistke dogajajo, ostaja dejstvo. Ši ne zaupa lastni vojski. Poročila navajajo, da Ši daje prednost ohranjanju vojaške lojalnosti pred operativno sposobnostjo, zlasti v kontekstu vojaških akcij proti Tajvanu. To se je pokazalo, ko je ena od njegovih čistk odstranila He Weidonga, generala ljudske osvobodilne vojske, ki je bil eden ključnih ljudi pri načrtovanju in izvajanju morebitnih operacij na Tajvanu. Namesto tega je Ši zainteresiran za napredovanje ljudi, kot je Jiang Shengmin, ki so mu izkazali neomajno lojalnost, hkrati pa popolnoma nimajo vojaških operativnih izkušenj. Brez takih ljudi bo kitajska sposobnost za kompetentno izvedbo invazije na Tajvan trpela.
Paradoksalno lahko Šijeva prizadevanja za utrjevanje moči in lojalnosti njegovo vojsko celo oslabijo. Morda je prav ta zadnja pomanjkljivost kitajske vojaške strategije dovolj, da si lahko Tajvan oddahne. Nažalost, verjetno ne, saj je preiskava odkrila zaskrbljujoča poročila o tem, da v igro vstopa še en igralec – Rusija. Kitajska mornarica je močnejša, kot je kdo pričakoval, in vsak dan postaja še močnejša, vendar Kitajska pri svojih zračno-desantnih bataljonih nima takšne moči, kot bi si želela. Natančneje, Rusija se je strinjala, da bo Kitajski zagotovila 37 lahkih amfibijskih jurišnih vozil, 11 oklepnih transporterjev za zračne desante in 11 lahkih amfibijskih samovoznih protitankovskih topov ter drugo orožje. Opremljeni bodo s kitajsko komunikacijsko opremo in prilagojeni za uporabo kitajskega streliva. Ne glede na pomanjkljivosti kitajske domače vojske, postaja ena stvar bolj jasna kot kdajkoli prej. Xi ne želi Tajvana le kot simbol nacionalnega ponosa in zadovoljitve lastnega ega. Potrebuje ga iz razlogov, ki nimajo nobene zveze s TSMC. Kitajska želi vzpostaviti svojo lastno pomorsko sfero vpliva, pri čemer je nadzor nad Tajvanom povsem ključen korak za uresničitev tega cilja. Tajvan leži na sredini prvega otoškega loka, geografskega pregrada, ki omejuje celotno kitajsko mornarico na le nekaj navtičnih milj od lastne obale. Prebiti to verigo je za Peking vredno več kot katerakoli tovarna polprevodnikov. Nekatere države, kot je Japonska, imajo svoje zgodovinske spore s Kitajsko, zaradi katerih se nikoli ne bodo realno zavezale Pekingu, kar to oviro naredi za kitajsko mornarico nepremostljivo. Toda Xi ne gradi celotne flote samo zato, da bi patroliral ob svoji obali. Kitajska želi razširiti svojo mornarico, baze in vpliv po celotnem Pacifiku. To bo Kitajski omogočilo dostop do ribjih zalog, ključnih mineralov in, kar je še pomembneje, priložnost, da popolnoma izrine vpliv ZDA na tem območju. Ker se ZDA močno zanašajo na pacifiške baze in zaveznike pri vojaškem načrtovanju, bi to predstavljalo veliko težavo za ameriško strategijo. To bi Kitajski prav tako dalo veliko prednost v mednarodnem tekmovanju med obema državama. Najbolj realističen način za dosego vsega tega je, da Kitajska prebije prvo otoško verigo tako, da zavzame Tajvan. Lokalni prebivalci Tajvana, ki se smejijo možnosti, da bi Kitajska izvedla invazijo na otok, morda ne vedo, da zaradi gradnje tovarn čipov drugje in ameriške nevoljnosti, da bi Tajvanu dali orožje, nihče ne bo prišel, da bi jih rešil. Silicijev ščit, ki jih je varoval, se zdaj podvaja in gradi drugje. Tajvan počasi izgublja monopol nad proizvodnjo čipov, svojo sveto goro. Ko se bosta Kitajska in ZDA odločili, da za delovanje svojih gospodarstev ne potrebujeta več tajvanskega TSMC-ja, bo otok izgubil svoj adut. Ko se Kitajska odloči, da so njeni načrti za prevlado v Tihem oceanu pomembnejši od tveganja, da se TSMC uniči, še posebej, če bo proizvodnja čipov vzpostavljena drugje, jih bo le malo stvari lahko ustavilo. Torej, ko bodo prve rakete preletele tisto 100 milj dolgo ožino, bo imel svet sploh še kakšen razlog, da jih ustavi. Tretje svetovne vojne ne bo sprožila tehnološka vrednost Tajvana, temveč njegova nenadna izguba te vrednosti. Ko bo ščit odstranjen, ne bo ničesar in nikogar, ki bi ustavil sanje Xi Jinpinga, da postane največji voditelj v sodobni kitajski zgodovini. V hipu se bo Tajvan iz zaščitenega svetovnega središča spremenil v ozemlje, ki ga je mogoče žrtvovati. ZDA bodo imele svojo lastno proizvodnjo čipov. Ravnotežje moči po svetu se bo spremenilo, ko Tajvan ne bo več srce revolucije umetne inteligence in glavni razlog, da večina sodobne tehnologije še naprej deluje. In ko bo šlo zares, ko bo Kitajska poslala največjo floto, kar jih je svet kdaj videl, čez tajvansko ožino, da pristane na obalah tega majhnega otoka, nihče razen Tajvana ne bo imel motiva, da jo ustavi. Xi bo si z bojem utrl pot do prevzema Tajvana, ne glede na to, kaj si o njem misli lokalno prebivalstvo, in razširil svojo represivno oblast na ta otoško državo. In to še niti ne omenja enega najhujših možnih stranskih učinkov te invazije. Vstopili bomo v nov svetovni red, v katerem velike sile nimajo nobenega motiva, da bi spoštovale suverenost in neodvisnost manjših držav, kar nas vrača v dobo kolonializma. V tem strašljivem novem svetu je skoraj vsakdo izpostavljen invaziji, nihče ni več varen. In nihče ne ve, kje bo naslednja invazija. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, prosim razmislite, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v Mepeku.